teme. Kids TV. Abu škatla. Današnja Abu škatla se bo kar razpočila. Poglejte, očitno ima tako veliko stvari v sebi, da ni mogla pokrova zapreti. Abu škatla, kaj se dogaja? Kaj praviš? Praviš, da je morje tako ogromno, da ga nisi mogla spraviti vase? Otroci, a to pomeni, da bomo danes sestavljali morje? Abu škatla, a bomo sestavljali morje? Nočeš povedati? Moram pokukati pod pokrov? No prav, pa bom. Ampak čakaj malo, Abu škatla. Tole je neka zelena podlaga. Otroci, a je morje zeleno? Ne pa ni. Morje ni zelene barve. Kaj praviš? Naj ne sklepam prehitro? Naj še malo pogledam. Pa je res nekaj modrega. In to cela vreča modrih stvari. To bomo pa imeli veliko za sestavljati. Kaj? Abu škatla pravi, veliko morje, veliko za sestavljati. Ampak mi imamo hitre, spretne prste in bomo to opravili kot za šalo. A začnemo? No pa dajmo. Tako je. Kakšne barve je že morje? Modre, kaj ne? A so to vse modre kocke? Pa so res. Nekatere so temnejše, druge svetlejše. Tale recimo temno modra, medtem ko je ta svetlo modra. Je tudi morje različnih modrih barv. Bo držalo. Evo, že hitim, že sestavljam. Koliko kock je Abu škatla pripravila za nas. Danes me je želela malo utruditi, očitno. Škoda, ker vas ni zraven, da bi mi lahko pomagali. Zagotovo bi šlo hitreje. Imate radi kocke? Imate? Potem se mi lahko pridružite. Medtem ko jaz sestavljam morje, tukajle, vi lahko morje sestavljate doma in potem se lahko skupaj igramo, čeprav tako prek ekrana. Evo, sestavljam. Še kar ni konca. Ampak morje je res veliko. A veste, da morje prekriva večino našega planeta Zemlja? Zato tudi rečemo našemu planetu modri planet. To sem vam že enkrat povedala. Je tako? Ste si zapomnili? Odlično. Evo, le še par kock mi je ostalo. No, mogoče malo več kot par, ampak smo pri koncu. Zdelo se je, da bo veliko več dela, ampak mislim, da smo mi to opravili brez večjih težav. Zdaj pa predlagam, ker so nam ostale le še te kocke, da jih še preštejemo. Pomagajte mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Še ena bi nam zmanjkala, pa bi jih lahko prešteli 10. Tako, Abu škatla, morje je sestavljeno. Kaj pa zdaj? Kaj praviš? Da v morju ni le voda, ampak tudi alge. Pa so res. A to pomeni, da so notri alge? Tule je kar precej stvari. Takoj bom pogledala, če so tudi alge. Pa so res. Poglejte jih. Alge. Tule bomo postavili oranžno algo. Tule, kakšne barve je tale algica? Zelene barve. Pa tale je modra. Tako. Pa imamo še rumeno algo. Zelo dobro. In rdečo. Tako, pa smo postavili vse morske alge. Še enkrat se spomnimo, kakšnih barv so te morske alge. Oranžna, zelena, rumena, modra in rdeča. Pa če jih preštejemo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 morskih alg je v našem morju. Ampak kakšno bi bilo morje brez morskih živali? A pokukam v Abu škatlo, morda pa se notri skrivajo kakšne morske živali. A pogledam? Pa se res skrivajo morske živali.
spodaj vidim. Poglejte ga, lepotca. Kdo pa je to? No, pomagajte mi. To je sinji kit, največja žival, ki živi na svetu. Kako je lep in plava po morju. Veste, sinji kiti so sesalci, tako kot mi. Kotijo žive mladiče in potem mladički sesajo mleko pri mamici. Poglejte ga, kaj ni krasna in veličastna žival. So bolj kot ne samotarji, redko kdaj se zadržujejo v jatah, pa jejo samo take majhne rakce. Kdo bi si mislil, pa tako velika žival? Jaz bi rekla, da jejo najmanj morske pse, pa ni tako, samo majhne rakce imajo radi. Zdaj pa poglejmo, katera morska žival se še skriva v obu škatli. Morski konjiček, ena izmed bolj nenavadnih rib. Se vam ne zdi? Poglejte ga. Zakaj mislite, da ima morski konjiček rep? Zakaj? Zato, da se oprijema na rastlinje na morskem dnu in se potem tako premika. In zato ga ima. Gremo naprej, pogledati, če je še kakšna žival notri. Tule je morski pes. Morski psi živijo v vseh svetovnih morjih. Živijo pa tudi v nekaterih rekah in jezerih. Pa še eno zanimivost vam bom povedala. Veste, ribe lahko plavajo naprej in nazaj. Morski pes ne zna plavati vzvratno, ampak samo naprej. Gremo dalje, pokukajmo, če se notri skriva še kakšna morska žival. Pa se res! Kaj pa, če vam najprej postavim vprašanje? Katera morska žival ima 3 srca? Bi znali odgovoriti? Katera je to žival? Hobotnica, ja! Hobotnica ima 3 srca, eno večje in 2 manjši. Pa modro kri ima. Je zelo inteligentna žival in hitro se uči. Kar zaplavaj tule v naše morje, poglejte jo. Z lovkami vohajo in okušajo, živijo pa na morskem dnu v kakšni luknji ali pa v skalnih stenah. Sem že radovedna, katera je naslednja žival, ki se bo pridružila tem morskim živalim, ki smo jih že spoznali. To je žival, ki je družbo delala že dinozavrom. Katera žival je to? Krokodil. Hobotnica, se boš malo umaknila in dala prostor krokodilu. Nekateri krokodili živijo v sladkih vodah, nekateri krokodili pa v slanih morskih vodah, se pa izležejo iz jajc. Gremo naprej. Čeprav vidim, je tule le še tale morska žival. In to je želva. Veste, želve se izležejo na kopnem, čeprav celo življenje preživijo v morjih. Govorimo o morskih želvah, seveda. Izležejo se majhne kot pavški, potem pa lahko zrastejo tudi do 2 metra. S svojimi plavutmi so tako spretne v vodi, kot ptice s krili v zraku. To so morske živali, ki jih je Abu škatla skrivala v sebi. Ponovimo še enkrat njihova imena. Kako je ime temule oranžnemu lepotcu? Morski konjiček, to je želva, krokodil, morski pes, sinji kit, hobotnica, zelo dobro. Pa zanima me tudi, če mi znate povedati, kakšne barve so. Morski konjiček je oranžen, želvica je zelena, krokodil ravno tako zelen, morski pes je moder oziroma svetlo moder, sinji kit, tale je siv in spodaj bel, hobotnica je, tako kot morski konjiček, oranžne barve. Krasno!
A bo škatla mi nekaj govori? A bo škatla kaj? Da v sebi skrivaš še nekaj poleg morskih živali? Kaj? A pogledam? No pa da vidim. Pa res? Čakaj. Kaj pa je to? Zgleda kot? Kot kaj izgleda? Kot čavn. Ja, bo držala, ampak kakšen je to čavn? Brez kapitana. Pa tudi kapitan je tule. Dober dan in dobrodošel, gospod kapitan. Kaj praviš, kapitan? Da tale čoln nekam pust. Zato so tu notri še dodatne kocke. No pa dajmo še ta čoln sestaviti. Upam, da mi bo šlo. Kje naj začnem? Kapitan potrebuje krmilo. Predvidevam, ker drugega ni, da je to krmilo. Takole. Evo. Kapitan, tole bo bolje, kaj ne? Pa potrebuješ okno, skozi katerega boš gledal. Tja, skozi to okno ne bo videl prav veliko. Nekoliko višjega bomo morali sestaviti. Tale bela kocka gre spodaj in tale moder okenček na vrh. Potem bomo dali še eno tako rdečo ograjo, da kapitan ne pade dol. Pa še strehico, če bo dež slučajno padal, da ne bo kapitan moker. Tako, morsko vzdušje je popolno. Imamo morje, živali, alge, kapitana, čoln. Kaj še bi si lahko želeli? To je to, kaj ne? Hvala lepa, Buškatla. Krasno presenečenje si nam danes pripravila. Zdaj pa le še sklepno dejanje. Kaj je to sklepno dejanje? A vi veste, kaj je sklepno dejanje? Ja, z drugimi besedami sem želela povedati, da nas čaka le še ena rubrika, preden se poslovimo. In to je rubrika Zapojmo. Še veste, kaj sem vam na začetku rekla? Danes pojemo v angleškem jeziku. A sailor went to sea, to see what he could see, but all that he could see. Dajmo pet.